Dobrodošli v Škofji Loki, v srednjeveškem mestu, kjer je hrana končno našla svoje mesto. Na krožnikih, ne na odlagališčih. Ekologi brez meja smo skupaj z Lidlom Slovenija in Zero Waste občino Škofja Loka zagnali program za preprečevanje nastajanja zavržene hrane. Pa poglejmo, kako nam je uspelo. Odločitev za pridružitev projektu Hrana svoje mesto najde ni bila težka, ker se dobro vklaplja v naše siceršnje strategije na področju trajnostnega razvoja. Prepoznali smo področje zavržene hrane kot eno od strateških področij za to, da zmanjšamo količino odpadkov v naši občini. Največji problem pri zavrženi hrani je poleg problemov z obdelavo zavržene hrane še večji pri njenem nastanku. Energija, čas, promet in vse, kar je vključeno v proizvodnjo hrane, je povsem zavrženo, ko zavržemo nekaj, kar je že pretečeno ali pa povsem neuporabno za nas. Projekt je pokazal, da če želimo te zavržke zmanjšati, da moramo še veliko dela vložiti tudi v sodelovanje z vrtci in šolami, s tistimi kuhinjami, ki skrbijo za kar veliko število obrokov v naši občini. Morda v našem gospodinjstvu še največji izziv predstavlja prav planiranje ali pa plani, ki se ne izidejo. Saj je tudi družina zelo dinamična organizacija, pa se včasih tudi najboljši plani sfižijo. In se mi zdi, da smo veliko boljši, kot smo bili še par let nazaj, kakšen ostanek pa žal še zavržen. Tudi prebivalce Škofje Loke smo povprašali, kaj si mislijo o zavrženi hrani. Pa poglejmo. Pulk ne zna več špara, tako ne vem. Da v smislu, da preveč v stran meče? Ja. Kaj pa vi pri sebi opažate? Ja, ne vem, jaz drugače kar poskušam ponuditi, kar se da, če ne pa pač imamo pa doma živino, pa pač psa, Pa oni pojejo, ne? Kaj ostane? pa kokoši, tako da se kar ponuca. No. Ja, velik problem jaz vidim tukaj, ne? In predvsem v tem, ker je vzgoja napačna pri ljudeh, ne? Pa lahek dostop do hrane, ne? Se pravi, da imamo zaenkrat, je tega ogromno in prepoceni je zadeva. Ker je pa prepoceni, ljudje kupujejo in kupuje zato, ker je prepoceni in ne more to pojesti. K sodelovanju pa nismo povabili le naključnih mimoidočih. Za Škofjeločanke in Škofjeločane smo organizirali enotedenski izziv spremljanja prehranjevalnih in nakupovalnih navad, ki so nam dale potreben uvid v to, zakaj hrana roma v smeti ali pa tudi ne, kot smo lahko videli pri naših sodelujočih družinah, ki se vsakodnevno trudijo za to, da porabijo čisto vse ostanke hrane in da čim manj hrane roma v smeti. Tako da na tej točki čestitke škofjeloškim gospodinjstvom, ki so že na dobri poti do tega, da bi hrana našla svoje mesto in da bi zavrženi hrani končno potekel rok. Hrana pa ne gre v smeti le v naših domovih, ampak tudi v kuhinjah in jedilnicah javnih ustanov in podjetij. Zato smo veseli, da sta k sodelovanju pristopila tudi vrtec Škofja Loka in podjetje Slorest, ki oskrbuje dijaški dom v Škofji Loki. Pa poglejmo, kaj se je dogajalo v dijaškem domu. Za sodelovanje pri tem projektu, se pravi Hrana svoje mesto, smo se odločili, zaradi tega, ker si želimo kot podjetje biti bolj trajnostno naravnani. To imamo tudi v naše poslanstvo omenjeno. Želimo si biti boljši, enostavno zato, in to se nam je zdela zelo lepa priložnost, da nekaj realiziramo. Zavržena hrana je problem in v svetu in v Sloveniji. V Sloveniji se to skozi bolj zavedamo in v zadnjih letih probamo to zmanjševati, mislim, in na občinski in na državni ravni. Kot sam Slorest pa se tudi zaveda tega in mislim, da bomo kar veliko naredili na tem že z letošnjim letom, naslednjim letom pa še več. Hočemo spremeniti na tem, da bomo osveščali študente in dijake in vse ostale na tem področju. Mislim, da bi bilo dobro, da bi stopili bolj v stik z mladimi in nekako dali neko zavedanje, da pač hrano, ki jo predelamo, da pač je fajn tudi vse pojemo. Najina misija je končana, hrana je našla svoje mesto na najinih krožnikih. Pa dober tek. Boljši svet z manj zavržene hrane smo soustvarjali Ekologi brez meja in občina Škofja Loka ob podpori Lidla Slovenija, ki sodeluje tudi v Škofji Loki v projektu Donirana hrana.